vsi skupaj zelo vesela sem, da ste se udeležili v tako velikem številu. Zelo dobrodošli na tem našem predavanju ali pa nekem krajšem dogodku, ki je posvečen seveda v bistvu znanstvenim revijam oziroma prehodom na to elektronsko založništvo. Priznam, da je to zdaj zelo vroča tema, zato smo se s kolegi iz Inštituta za novejšo zgodovino in Znanstveno-raziskovalnega centra odločili, da pripravimo eno predavanje. Tako da vas v imenu obeh, kot so organizatorji tega dogodka, lepo pozdravljam v tej sredi. Vesela sem, ker vidim veliko obrazov, ki jih ne poznam. To pomeni, da smo zajeli čim širši krog zainteresiranih. Moram pa priznati, da smo istočasno, ko smo poslali to vabilo, dobili informacijo, da na to temo organizira tudi Javna agencija za knjigo, in sicer v zvezi z njihovim portalom revije.si. In to prav v bistvu času na isti dan. Tako da je verjetno nekaj zainteresiranih pa tudi na tem dogodku, ampak prav to priča dejstvo, da je očitno, seveda vse se vrti se zdaj okrog elektronskega založništva, zato smo mi zbrali strokovnjake, ki imajo nekaj izkušenja na tem področju, da bi nam na konkretnih primerih povedali, kako so se zadeve lotili na svojih ustanovah, tako na univerzah kot v javnih zavodih. V knjižnicah so seveda verjetno neki drugi izzivi in upam, da boste tudi z vašimi vprašanji, ki boste postavili našim govorcem, dobili odgovor na tiste vprašanja, ki vas najbolj zanimajo, ki so za vas najbolj aktualna v tem času. Tako da bi jaz kar povabila našega prvega govorca, to je doktorja Primoža Jožiniča iz oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo z Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, da prevzame prvi besedo in nas malo vpelje v ta svet znanstvenih revij, z vsemi zakonitostmi in tem, kar iz tega izhaja. Hvala. Edino vprašanje še imam, jaz bi prosila, če izpolnite listo prisotnosti, da malo vidimo tudi, kakšno publiko smo imeli in da vas lahko tudi kdaj obveščamo še v kakšnih dodatnih zadevah. Pozdravljeni še z moje strani. Hvala lepa organizatorju za vabilo in za obvestilo, za udeležbo. Torej, jaz bom poskušal govoriti uvod, ker je publika zelo različna, zelo možno, da kaj od tega, ko jih poznate, ali zagotovo večino poznate, in bom poskušal nekako povezati. Poleg tega sem profesor, imam še nekaj drugih izkušenj, samo sem bil nekaj časa glavni urednik revije Knjižnica, revija za naše področje, slovenska revija, sodeloval sem v nastanku enega dokumenta o odprtem dostopu pri Science Europe, torej organizaciji Združenih evropskih raziskovalnih agencij, in pa seveda tudi raziskovalno se ukvarjam s tem področjem, seveda predvsem stališča bibliometrije ali odmevnosti. To je nekako ta slikica, ker sem v osnovni okupaciji, torej začel sem kot bibliotekar, med ostalim sem bil predstojnik posebne pripisovne knjižnice, centralne medicinske knjižnice, tudi na veterinarski fakulteti sem deloval 50 let, torej imam nekaj praktičnih izkušenj, seveda kot knjižničar delam na revije tudi tako urejene, vem, da založniki oziroma uredniki delate malo drugače, ampak včasih je to tako, ne smo imeli revničke, pa smo imeli revije, zdaj si pa seveda te revije urejamo v našem ekranu, različne načine, bolje to se namenjeno končnim uporabnikom. V kolikšnem času je težko reči, prve elektronske revije so se pojavile že pred več kot 20 leti. Jaz se spomnim enega članka, sem ga pojavil v medicinskih razgledih, tako nekje začetku 90-ih let, v katerem sem sicer zelo optimistično pisal o tem, da praktično elektronske revije, ki bo je seveda odprtem dostopu, prostem dostopne, da je to skoraj da za obogalo, recimo tudi mlajši, mlajši smo malo tudi bolj zagreti, ampak
Takrat se je že pojavil, torej sigurno lahko elektronske revije govorimo o 20 letih in več. Res, da se je to dejansko uveljavilo veliko kasneje, pa ne zaradi tehničnih ovir, tehnično je bilo to zelo hitro že svetovnim spletom, torej v 90 letih se je to možno urejati, pa celo pred tem. Ampak seveda glavna vira so bili založniki, komercialni založniki zaradi strahu, da bi izgubili profit, denar, nekomercialni založniki pa seveda zaradi stroškov, ki so takrat vendar še veliki, pa mogoče tudi znanje. Zdaj, znanstvene revije seveda imajo neko dvojno funkcijo v znanosti. Dvojna funkcija je, to ne meni, da so dvoživke, to meni samo, da imajo dve pomembne funkcije, dve pomembne temeljne naloge. Za večino, seveda, določene vede znanosti so mogoče še vedno, ali pa bojo, tudi bolj usmerjeni v demografije, seveda, demografija je treba zelo paziti, ker je tam kvaliteta teže merljiva, v teh zadnjih odmevih oziroma pisanju, kako se dajo monografije lepo stiskati, na enostavno način, na funtov. Torej, so temeljni način znanstveno informiranja ali pa znanstvenega informiranja komuniciranja. Torej, znanstvene revije so tiste, kjer objavljamo raziskovalci svoje rezultate, pričakujemo, da bomo tukaj se srečali z svojimi kolegi, ki delujejo na istih področjih, da bomo, torej, da nas bojo brali, mi smo brali druge in bomo brali druge. In skratka, znanstvene revije imajo tukaj zelo pomembno vlogo, seveda s tem pa tudi predvsem uredniki in pa jasno recenzenti, ki skrbijo za njihovo kvaliteto. Torej, je to en tok, ki poteka za nekako od 17. stoletja, malo več ne prekinja. Druga funkcija znanstvenih revij pa seveda je novejša. Znanost je danes pod, to vsi nekako čutimo, vemo sicer, da moramo stremeti znanstveni odličnosti, nismo prepričani, če so vsi sistemi, ki delujejo najboljši, ampak kakorkoli obrnemo so znanstvene revije v temelju, v osnovi, glavni mehanizem za merjenje znanstvene odličnosti. Kako lahko drugače merimo, ali je neko raziskovanje ali neka raziskovalna skupina, ali celo posamezen raziskovalec odličen, če ne vidimo njegovih rezultatov. In te rezultate seveda lahko vidimo v znanstvenih revijah. Dobro, zdaj ne bom šel v nadaljno razlago o aplikativnih znanostih, podobno se na to ni predmet današnjega dneva. Nedvomno je seveda tudi pomembna aplikacija kvalitetno raziskovanje na univerzah, se izobražujejo določene strokovnjake in pa še kakšna druga aplikacija bi se našla seveda v tistem proizvodu ali produktu. Torej, imajo te dve temeljne naloge. Zdaj, kaj je naredil prehod na elektronske oblike? To ni pomenilo samo spremembo informacijskih virov. To ni samo pomenilo, da danes praviloma beremo, spremljamo veliko več virov, ko smo to delali v resnih virih. To pomeni tudi, da te vire spremljamo drugače, kot smo jih včasih. Torej, naš dostop ni več omejen. Mi to lahko delamo seveda časovno in krajevno kodarkoli. Mi smo delali eno raziskavo o informacijskem vedenju slovenskih raziskovalcev, oziroma ponovili smo jo z temi vprašalniki. Večina raziskovalcev, ki je na anketo odgovarjala, jasno povedala, jaz večinoma berem, torej iščem, berem, študiram izvan klasičnega delovnega časa. Praviloma se to počne popoldne, zvečer, vikend. Torej, ni, to je seveda zdaj, se spomnite, svoj čas se je govorilo, kako raziskovalci, pa še posebni profesori zelo malo delamo, češ 6 ur na teden, kako je bilo že rečeno. Vemo, da temu ni tako, raziskovalno delo prav izjemno naporno in časovno zelo zahtevno. Ogromno dela in
seveda je ta način, da lahko dostopamo do informacijskih virov, predvsem revij v elektronski obliki, kadarkoli, torej takrat, ko bomo mi čas in se to prilagaja nam in ne včasih, ko si pa se morajo prilagajati, ne vem, knjižnici ali pa kakšnim drugim prostorskim časovnim omejitvam, to veliko. Druga razlika je v načinu, kako to počnemo. Danes ne beremo več seveda linearno besedila za besedilo. Mi imamo ogromno informacijskih virov. Mi pregledamo, zbiramo, torej svetovni splet, seveda vsa orodja nam omogočajo, da lahko prvo neko besedilo pregledamo, pogledamo, zelo pomembni so tudi za urednike, zelo pomembni so abstrakti. Ogromno, tudi po medalnih raziskavah, ogromno potencialnih bralcev, raziskovalcev in drugih strokovnjakov se na osnovi abstrakta odločijo v neke prebrane. Druga stvar, katero pogledamo na koncu citirane vire. Tudi to je tak. Pogledamo še zaključke, pot se pa odločimo, ali bomo brali, ali bomo brali. Še en nov fenomen je, ki mu v literaturi rečejo squirreling. Jaz sem to prevajal veveričenje, ker gre za veverico. Veverica vemo, da nabira tiste želodke in to, pa kaj ostane spravi, kaj ne more takoj porabiti, ko je spravi, ampak vedno pozabi, kaj je spravi. To smo približno, smo taki tudi raziskovalci, ogromno stvari bi radi, vemo, da bi morali prišlo. Pa rečemo, joj, ne moram, imam to poročilo za napisati, imam to za priprav, moram iti na to konferenco, bom pa drug teden ali pa bolj mesec, in pa se na tiste zadeve kopičijo, vsi imamo ogromno besedil, ki bi jih morali prebrati, pa jih žal ne morali. Tudi v tej anketi, ki smo naredili, kaže, da večina raziskovalcev večji procent člankov preleti, a nekateri tudi po 90-80% in manjše prebere. Zdaj, tukaj na momente bom pozabil na razlike med vidami. Zagotovo obstajajo, vendar te razlike se zelo zmanjšujejo. Tudi mi v tej raziskavi nismo dobili tiste nekaj. Mogoče določene humanistične smeri so še, predvsem mogoče tudi zaradi drugačnega tipa raziskovanja, mogoče še bolj vezane monografije ali kakšne druge informacijske vire, recimo zgodovine, zagotovo. Ampak večina teh razlik ni. Predvsem pa seveda družboslovje in naravoslovje se tega ne razlikuje več. Tudi v teh anketah nismo med temi. Včasih smo govorili, še tista razlika med science pa social science, to je ta ameriški izraz, ki se celo uveljavil recimo citiranja, tega ni v bistvu toliko. Po drugi strani, na področju humanistike revije postajajo vse pomembne, bolj pomembni in seveda raziskovalci pravijo, da je pravzaprav veliko težje, neizmerno težje humanistu, raziskovalcu področju humanistike, objaviti v vrhunski reviji članek, kot je to naravoslovci. Naravoslovci imajo ogromne revije, tudi zelo veliko člankov, še revija relativno malo in seveda boj oziroma skrb za kvaliteto je veliko višja. To je recimo tak zanimiv fenomen, ki je tudi povezan z temi mehanizmi. Torej, nove možnosti, zaenkrat, kakšna bo bodočnost revij, ne vemo, vse več obstaja novih gibanj, eni recimo govorijo o teh, da bi revije morajo objavljati tudi linke do podatkov. Ravno zdaj delamo s kolegi iz Francije, tudi opis, da bi doktorati bi morali vsebovati. Recimo arheološka raziskava, ki ima neke priloge, ki so del doktorata, torej na osnovi katerega doktorata bi članek nastavil, ki so nekje shranjeni, da ne govorimo o zgodovini. Seveda, te podatki bi prav tudi morali biti dosegljivi in v tem se zelo veliko gleda. Revije počasi celo gre v to smer, da ne govorimo o raznih drugih medijih, ki se zraven. Potem se govori seveda o drugačnih oblikah revije in podobno. Ampak zaenkrat neke jasne alternative ni, zato tem ne bi kaj bilo. Revija je tista, ki je še vedno osnovni medij, osnovna oblika znanstvene informacije. Tukaj se pojavi eno gibanje, ki se imenuje odprti dostop. Tale zlakec, tukaj ste ga vedno že zasledili. Zdaj, ne vem, kaj je to, odprta ključavnica, vedno nekaj takega, kaj bi ta zlakec pomenil, recimo, da je to odprta ključavnica.
Torej, to gibanje seveda se uveljavlja kot en model, ki naj bi prek svetovnega spleta, pojavlja se sicer že pred svetovnim spletom. Svetovnim spletom je dolgo. Jaz pišem svetovni zvelkom, pa ne vem, pravi, da je prav, ne se vidi, da je to pojem, to ni ime. Tako da ne bi seveda šlo za to, da prav v osnovi imamo prost dostop do vseh informacijskih virov, vseh informacij. Seveda osnova je razmišljanje o tem, da raziskovalci smo itak plačani za svoje delo, že svoje plačanje na tistim, kar nam daje praviloma naš financer, da založniki, ne govorim tukaj o vas, ampak govorim o velikih komercialnih založnikih, ki pač nam za to ne plačajo, ampak objavijo naše članke, potem pa to zapakirajo in prodajo za velik denar. To je bila osnova od tega gibanja, to pomeni malo tudi ideološko, ker pač seveda v tem smislu, da ne sme trg deluje tudi na področju znanstvenega založništva. In po podatkih, ki jih poznam, ko sodelujem z založniki, pravijo, da so to idealni tržni pogoji. Torej, plačaš nič, prodaš pa za karkoli, ker so monopolisti. Torej, ideal vsakega založnika je znanstveno založništvo, seveda to komercialno, ki se povezuje z kot se Elsevier, Springer, Wiley, imamo seveda še na drug tip založništva, ki v osnovi ni komercialno, ali pa torej ne moramo reči takšno. Dejstvo je pa seveda, da komercialno založništvo nastalo tako, da so pokupili vse revije, ki so jih do takrat izdajali univerze, znanstveni inštituti in strokovna oziroma znanstvena društva in združenja. Niso kar tako nastali komercialni založniki. To ne smejo tako. Oni so vzeli tem, ki so osnove revije imeli, te revije vzeli, obljubili vse mogoče, češ ne bo se nam treba ukvarjati z tisti, ki delate revija, veste, koliko je dela in z vsemi temi organizacijo, recenzentov in tako naprej, in člankov, zbiranje, torej založniki so to obljubili, potem so pa pobrali revije, še zdaj vidiš včasih pri kakšni reviji, kdo je bil odzadaj originalni založnik, ampak zdaj je to, recimo, Scientometrics revija, ki je vrhunska z mojega področja, v osnovi je bil založnik Akademije znanosti Mačarske, ki je pa seveda po Springer pobral in se zdaj tržil kot svojo. Ampak še vedno vemo, kdo je bil tisti, ki se je spomnil to, da je začel. Tudi sem že slišal v Sloveniji, da včasih, če je kakšna revija uspešna, slovenska, se že pojavljajo tudi založniki in že ponudijo kakšen odkup. Torej, poleg tega, da gre za politično gibanje, ali za neko gibanje, ki ima svoje, pravno tudi izraz ideologije, se sem poslovil z raznih poslov, se tega izraza ne bojim, torej, v smislu, ne sprevržene zavesti, ampak nekega prepričanja, kaj bi moralo, kakšen svet moral biti. Drugo je seveda to nov način informiranja in komuniciranja, preko odprtega dostopa, seveda se ne izključuje, gre za dosego veliko širše strokovne javnosti. Ne izključuje se tistih raziskovalcev, ki delajo v okolji, ki si iz različnih razlogov dostopa do revij, komercialnih revij, ki niso odprte dostope, ki so plačljive, ne morajo privoščiti. To je torej nek gibanje, ki širi tako. In pa seveda omogoča drugačne načine komuniciranja in informiranja. Tretje je pa seveda nov poslovni model, to so pa nekaj časa so založbe zelo po strani gledale to gibanje, ne samo po strani, samo so ga ignorirale, vendar so kmalu, kot vsak dober trgovec, začutile tudi svojo priložnost. Poslovni model predvsem v tej zlati poti. Zlata pot je takrat, ko stroške revije nekdo plača. To je lahko avtor, avtori, zelo enostaven model, prvi reviji se odločijo, koliko denarja vsak avtor plača
članek objavljen, lahko seveda revijo financira nekdo drug, agencija, finančna, torej tisti, ki financira, raziskovalna agencija ali neko združenje, če meni, da je to koristno, ali je ta kombinacija financiranja lahko razdeljena. No, pri tem modelu avtor plača, imamo še malo hibridni model, vendar model avtor plača ima seveda se zelo veliko stranskih poti, najhujše so tako nek predatorske ali kriminske revije. Ali celo ugrabljene revije, to je zdaj zadnji pojem, ravno včeraj sem imel en primer, ugrabljene revije, ko neko znano revija, nekdo enostavno revije vzeme, naredi identično spletno stran, samo ISSN je drugi, torej tista mednarodna označena revije, in jo trži kot to vrhunsko revijo, in marsikatere celo slovenski avtor se je že s tem nahecal, da je objavil take revije. Seveda, to so, jaz včasih te predatorske revije primerjam s temi nigerijskimi ali pa libijskimi, meni stalno libijska vdova piše, dar zame, ne? Tako tudi te predatorske revije, ko vas enkrat dobijo nek krog, vam pišejo super revija, najboljši recenzenti in tako, ne? Samo dajte $200 ali pa $100, pa boste vse objavili. No, potem ne bom šel naprej, verjetno to je pojasnila. Pri nas v Sloveniji nimamo takih revij, v soseščini pa že imamo. Recimo, znamo posebno v Bosni, da je bilo kar nekaj takih revij. Tudi slovenski avtori so se napecali. Drugač po svetu, Indija in posebno Nigerija, Nigerici so pač pa se zdravi, so pa kar znani po teh revijah. Hibridni model je torej ena drugačna, torej tukaj gre za ugledne revije, praviloma zelo ugledne revije, ki vam omogočajo, da plačate in da je vaš članek v odprtem dostopu. To plačilo je pa kar drago. 2000 evrov, recimo. Vprašanje je seveda nekatere države, recimo Velika Britanija, so dosti naklonjeni temu modelu, ta idealni za založnike. Torej, vse stroške nekdo plača. Pol je pa zelena pot, to je pa samo arhiviranje, to je pa praviloma takrat, ko vi že objavite v neki gledni reviji, potem pa pač okviru pravilno svojega repozitorija ali kje druge, lahko vsaj nek embargo, če ne bom še nekaj povedal, torej ta dogovor. Zanimivo, da je ta embargo, torej dogovor z založniki, vedno daljši. Za komunistiko in družboslovje je vedno daljši kot za družboslovje. Torej, praviloma ni krajši za naša področja, za družboslovje in komunistiko, kot eno leto. To je tudi Evropska komisija v svojih dokumentih priznala. Torej, zakaj? Pravoslovi so pač stvari hitreje potekajo in objave hitreje zastarijo in to se tudi pri tem zelenem pristopu. Pred objavo tega skoraj ni več, ker so založbe, to ne vem, to je lahko tudi zanimivo za slovenske založbe, torej, da ne čakaš, kdaj revija izide tiskani obliki. To je prednost elektronske revije. Vi lahko tisti moment, ko ste članek, ko je šel članek čez recenzijo, eno, dve, isto, kako imate organizirano, in ko ste rekli, članek je za objavo, tisti članek v elektronske revije lahko že objavite, tisti moment. Ne čakate, dokler tista redna števila izide. To je ta velika prednost, pri elektronske reviji in seveda s tem tudi velika prednost za potencialne uporabnike, bralce, tudi za avtorje, včasih je tudi avtor prevozen, pa čaka, pa bi da ti članek videl čim prej objavljen, pa moramo čakati, da je uradno številka 1 izide. Zakaj bi čakali, je elektronska revija, to vam mogoče tako. In s tem se tudi izognejo temu, da krožijo članke še prej, ker so včasih dali kar, posebno fiziki so to dali naredili. Članek je sprejet v tej dve reviji, pa so imeli velik repozitorij in so to tam upravili. To revije zdaj ne dovolijo. Po pa dovolijo. Zdaj skoraj, da vse revije že dovolijo, praktično tudi komercialne revije, dovolijo, da objavite članek v svojem repozitoriju ali nekateri upravljeno ResearchGate ali pa neko drugo podobno orodje, torej, kjer lahko objavi svoje članke in narediš dostopne. Pač po embargu, treba verjeti, kaj založba dovoli. Recimo eno leto je tak praviloma
skoraj vedno ta datum. Torej, kakšna bo bodočnost, seveda zdaj tega ne vemo, tudi kjer dostop bo, kaj bo prevladalo, kako se bomo lotili, veliko odvisno financerja. Vse v odprtem dostopu se tudi založniki niso hoteli kaj prav veliko pogovarjati, dokler niso tukaj nastopili financerji. Takrat, ko so financerji rekli, to pa je pomembno, torej, recimo, prvi so v Ameriki, ta National Institute of Health, ki je največji financer medicinskih raziskav, sploh raziskovanja na svetu, se američani vedno da vlagajo predvsem v to področje, kar ni slabo, ampak žal pa ne se ni tako močno vlaganje v medicino, kar ni najboljše. So rekli, mi smo to plačali, mi smo to financirali, hočemo vse tisto, kar je nastalo na osnovi našega raziskovanja, našega financiranja, vse članki, da je prosto dostopno. In so s tem nekako pritisnili spet založnike, ki so kot ta embargo je ena taka prav najboljša zadeva. Torej, embargo lahko ena številka zamikov, 6 mesecev številka, eno leto je pa tisti za humanistične priložnosti, če ima to tak smisel. Tudi ta Evropska komisija je kot pomemben financer je tem svojim obzorjem 2020 nekako to zapisala, je tudi ta embargo tam 6, torej 12. To je tudi za nas zanimivo, ker bojo naši raziskovalci sodelovali, bojo pač tega se morali držati. Je pa ta obzorje mogoče malo ni čisto jasno, kaj z zlatim dostopom narediti. Se mi zdi, da vemo, da Evropsko komisijo obvladuje lobby in založniki imajo kar močen lobby, in zdaj mogoče tukaj tudi eno vpliv, ampak zaenkrat se zelena pot vendarle obravnava enakovredno. Tako da mislim, da se bo Velika Britanija res nekako to zlato polje vzgajalo. Torej, odprto dostopnost, recimo ta dokument je verjetno tudi v Sloveniji zelo odmeval in zato je nekako se kar letos že na 2 dogodka v odprtem dostopu in podobno. Zdaj, torej, gre za en proces, ima svoje politične, ekonomske, družbene, kulturne posledice. Tisto, kar jaz trdim, zdaj, to je pa že špekulacija, ne bo ostal brez odmeva tudi pri drugem tipu založništva. To ni mogoče tasno založništvo, ni zelo specifično, ampak če se odprt dostop tukaj tako uredi, ima lahko še kakšne druge posledice. O tem bomo razmišljali, seveda solidarnosti zbojajo to gled, pa so stvari dosti jasne, kako lahko to kje druge. Je pa seveda za vse zanimiva. Torej, za znanstvenike, ampak predvsem tudi za založnike, tudi za knjižnice, ker konec koncev knjižnici so glavni, ampak včasih celo edini kupci znanstvenih revij in znanstvenega tiska. In pa predvsem tista, ki financirajo. Torej, problem je v tem, da mogoče prednosti odprtega dostopa vedno raziskovalci ne razumejo najboljše, torej, ali jih pa ne vidijo. Kaj bi lahko bilo, bolj razmišljajo, da so to dodatni stroški, pa dodatno delo. Zdaj, recimo, na univerzi se nekdo spomnil, da bomo raziskovalci morali sami v repozitoriju nekaj zlagati. Jaz sem takoj pomislil, zakaj. Imamo konec koncev strokovnjake za to, da bo vsak moral za svoje skrbeti. Se tudi v COVID ne vnašamo sami. To so pač ljudje, ki za to skrbijo. So to za to šolami, se za to zadržujejo. Ne pa raziskovalcev obremenjevati s takimi stvarmi, stupam, da to na univerzi ne bo predladalo. Seveda, vprašanje repozitorija za inštitute je tudi odprto, odpira se možnost, da tudi raziskovalni inštituti bi skupaj s sodelovanjem na posebnem repozitoriju in bi te možnosti imeli. To organizira se ta tečna knjižnica, da so vse javne raziskovalne zavode v Sloveniji. Zdaj, ena prednost za avtorja, mogoče tako, je verjetno večja odmernost.
če nekaj v odprtem dostopu in če se ustrezno opremljeno z metapodatki, torej nadljivo, je seveda večja možnost, da kdo to opazi. Seveda, jasno, pomembna je tudi kvaliteta, pomembna je tematika, pomemben je tudi jezik, seveda slovenščini je govorcev relativno malo, to je vedno problem v našem znanstvenem tisku, znanstvenih revijah, kako zdaj z članki ali prevajati cel članek, ali dati nek extended abstract prevod celega članka, veste, da je praktično pisati članek še enkrat, posebno za družboslovne humanistike, to ni samo prevod, to je enostavno nekaj prevesti, pa je to ni. Mogoče družboslovci to lažje naredijo, ker pa so besedila drugačna, mogoče ta extended razširjen abstract je ena možnost, in pa seveda zanimiva bi mogoče bilo tudi podatki. Podatki lahko večkrat povejo veliko več, kot si mislim, več kot besedila. Seveda, ta citiranost je potencialna večja. Zdaj, citiranost je seveda zelo uporabljena beseda, zelo veliko se o tem govori, zelo velike diskusije, kaj to sploh pomeni, kaj je in čemu se uporablja. Tako jasno te podatke treba uporabljati zelo pazljivo. Zdaj, če sem rekel, da vsaka slika pove več kot 1010, je to mogoče tipična slika, ta razlika v različnih področjih, seveda v humanistiki je citirano s čisto nekaj drugega in števila je drugačna. To sem se slučajno spomnil, to je ena karikatura Božo Kosa, ki je naredil za en članek pred 20 leti, ki se je začel pisati z geometriji, pa se mi zdi, da je še vedno aktualna. Par takih karikatur je, upam, da me nimate zaradi tega neresnega, ampak to se mi zdi en tak mogoče način, kako pokažeš, da so pač te podatki, seveda relativni treba med vedami in področji biti previdni. Jasno, zavrči v celoti citiranje ali kot vse druge bibliometrijske indikatorje seveda bi mogla samostalno. To pa je druga nevarnost, da se nam zgodi, da rečemo, to nas ne zanima, to za nas ni pomembno, to ne more biti. Odmevnost našega raziskovalnega dela je pomemben indikator in za to moramo skrbeti. Dobro, imam še nekaj takih na zavodu. Sem bil vesel, da se je tukaj tega lopa. Imam še eno lepo samo citiranje, ker stojiš pred ogledalom, znanstvenik pa se gleda ogledalo, pravi, volitev, spoštovani kolega, da nas citiram. In podobno, ker je kar takrat razumel, takrat sem govoril še o teh stranpoteh oziroma možnostih in stranpoteh geometrije in všečno in karikaturista razumel, kaj smo hotel besedilo povedati. Torej, še te bibliografske zbirke, mogoče na kratko jih obdelam, seveda gre za bibliografske zbirke v osnovi, niso nikoli prej namenjene vrednotenju znanstvenega dela. Garfield, tvorec Web of Science oziroma indeksov citiranja je, ne vem, več desetkrat, če ni že stokrat napisal, jaz tega nisem hotel. Jaz sem hotel svojo zbirko zato, da bojo predvsem knjižničarji, drugi informacijski strokovnjaki in seveda pol kasneje, vsi raziskovalci to imeli kot možnost iskanja. Ker preko citatov, preko nabora referenc v bistvu vedno najdeš tista dela, ki se vežejo na osnovno delo. To je pa že nekaj sofisticirano, nekdo že nekaj poiskal za vas. In je to bil njegov namen. Potem pač imaš pa še zraven predmetne oznake, tezaure, to so pač te poljene z informacijske znanosti in to je bilo smisel teh indeksov in pa teh bibliografskih zbirk. Je pa pač tako, da so enkrat te zbirke postale neka vrednota. Recimo najbolj znan dejavnik vpliva ali impact faktor je nastal verjetno večina nas ve, marsikdo pa ne, to sem že opazil, je nastal tako, da je Garfield hotel izdati svojo posebno zbirko Car and Contents, ki jo je komercialno
marketinško oglaševal kot najboljše revija na svetu in se je spomnil to merilo. Torej 2 leti, pa pogledaš, koliko je v tretjem nekaj citirano povprečje. Nikdar ni mislil, da bo to kako drugo vrednotenje. Sedaj celo vemo, da. Ampak se je pač prijelo, torej nič ni kriv on, to vemo, ampak tako se je zgodilo. Se je še živ, je staro prišlo 50 let, ampak je še aktivno. In še vedno pravi, jaz tega nisem hotel. Torej, Scopus je, na srečo je zdaj prišla tudi konkurenca, to je pa Scopus, če je lastnik prvega ameriška korporacija Thomson Reuters, je lastnik Scopus Elsevier, največja založba znanstvenega tiska, in sta si konkurenčni in si tekmujeta med seboj, to je kar dobro, upam, da bo tudi Sloveniji zaradi tega, ker mislim, da to je ta prvo zbirko, kar precej drago plačujemo. Je pa malo več enako, raziskave, ki smo je delali s kolegi, so ugotovili, da je Scopus bolj primeren za družboslovno humanistiko, predvsem zato, ker ima več evropskih revij, Thomson Reuters je zelo ameriško orientiran in evropske revije težje prihajajo. Če pa že pridejo pa zelo po nekih čudnih poteh, bolj komercialno kot drugače. Scopus ima ta mehanizem vstopa bolje, po drugi strani pa mogoče tudi niso vse prave revije. Ampak, ko smo primerjali slovensko znanost v dveh fazah, smo definitivno videli, da Scopus nekako bolje pokriva tudi odmevnost objave. No, potem je pa še Google Scholar, ta je sicer zanimiv, ampak je pa zelo velik napak, tako da ne more se gledati. Je to že 10 let nekako ta konkurenca obeh zbirk, jih uporabljamo, mogoče še najmanj za tisto, kar je bil osnovni namen, torej iskanje informacijskih virov, kar je škoda. Je pa ta dejavnik vpliva revij tisti, ki ostaja že kar neko čudežno. To ni samo prve srce, to je posodne. Je pa to zanimivo merilo, ker je relativno stabilno v najvišjih 10-25%, seveda druge ni, ker druge to je zelo jasno, če je članik je zelo veliko citiran, pač ker gre za povprečje celo, ne računa medijalno, računa povprečno vrednost, kada se skrega za neko statistiko, pa po kartridži je pa čisto drugega nekaj mislo, in seveda je to povprečje lahko zelo lažno. No, s tem bi nekako zdaj jaz počasi zaključil, pojava se mogoče za informacijo ena zanimiva in pomembna pobuda, torej poleg teh dveh zbirk, Scholar sem rekel, da ni prava zbirka, ker je automatizirano, se pojavlja še Directory of Open Access Journals. Namreč tukaj gre za eno revije odprtega dostopa so nekako na slavem glasu zaradi teh slavnih nekvalitetnih ali celo goljufivih predatorskih ali podobnih revijah. In zdaj tukaj je, to je na Danskem, je ena zadeva, da poskušajo iti po isti poti kot Vesta Web of Science in Scopus in revije se morajo posebej prijaviti, da pridejo v ta direktorij. Potem se pač pregleda delovanje revij, ali imajo, kako deluje uredniški odbor, kako imajo recenzenski sistem urejen in skratka grejo po teh pravilih in te potem sprejme. Mi smo v tem dokumentu Science Europe, poleg Web of Science in Scopusa, že ta rekopanje se je upoštevali kot kriterij za revije, kar mislim, da je bil kar dolga pot, ker smo nekako, da je zaenkrat seveda tudi to neprofitna organizacija in podobno, mogoče celo to vaš že vstopu. Tiste, ki pa niste, pa kar priporočam. Ni veliko dela, je pa, se mi zdi, da bo v bodoče, se neko Science Europe, ki je že prepoznala to združenje evropskih finančnih agencij in verjetno bojo še kje se, če bojo tako striktno delali, kot so začeli, bojo se še kje uveljavili. Tako da to je tukaj možnost, kako revija postane bolj prepoznatna in se da tudi s tem vse zdravo. Tako da jaz tukaj, da nisem dolg bil. Hvala lepa. Pozornost. Hvala
in jaz bi predlagala, da bi zdaj vprašanja postavili takoj, ker se tudi je upravičil, da bo moral predčasno oditi. Zato bi res prosila, morda, če imate kakšno vprašanje, da jih zastavite sedaj. Je bilo, bi rekla tako, kratko in tisto res najnujnejše se mi zdi predstavljeno, seveda bi lahko o tem govorili nekaj dni, ker je tema aktualna. Zdaj, morda je za nas znanstvenike, so vsi ti sistemi in sistemi točkovanj, ki so tudi velikokrat kritizirani, ampak aktualni. In zato se seveda tudi vsi trudimo, da bi čim več objavljali. Ali obstajajo morda neke ocene, seveda se točnih podatkov ne more biti, koliko so recimo bolj prepoznani, bolj iskani članki danes, ki so objavljeni v odprtem dostopu, koliko ti poveča v bistvu s tem prepoznavnost nekemu avtorju? Ja, mi smo delali, kolegica Koler, je tukaj, kjer sem bil v publiki, in z prorektorjem profesor Goranom Turkom smo objavljali eno raziskavo, ko smo to delali za gradbeništvo. Tako da te rezultate veljajo za gradbeništvo, ne morem za druge vede povedati. Ja, je, definitivno, seveda. Vendar ni neodvisno od tega, kakšna je to revija. Torej, za revije, ki so v gradbeništvu v tistih prvih kvartilih, tiste najboljše, je članek v odprtem dostopu definitivno pripomogel k večji odmevnosti. Če se spomnim, kolegica, je bil en najbolj citiran članek, ki pa ni bil sploh odprtem dostopu, ne? Ja. Če je odličen članek, pa če je odlični reviji, to tudi, ne? Je pa dejstvo, da seveda tiste revije, ki pa niso bile v tem, tukaj mi smo govorili samo o komercialnih založnikih, ne? Tukaj nismo drugih revij gledali, tako da te podatke lahko samo. Tiste pa niso odprtem dostopu ni pripomogel. V zadnji raziskavi, ki je pa trenutno delano, je pa tako, da smo pogledali število avtorjev. In je zanimivo, da je, če je število avtorjev po nekih splošno veljavnih rezultatih je, da je število avtorjev naredi članek bolj odmeven, oziroma prepoznal, večkrat se citira. Mi smo gotovili, da velja samo za članke, ki niso odprti dostopu. Če to še odprt dostop, je to naredil. Drugih raziskav za Slovenijo ne poznamo, ne? Na splošno pa v svetu večinoma menijo, da je odprti dostop. Torej, večina raziskav govori o tem, da je, da vpliva pozitivno na odmevnost. So pa neke vede, ki so bolj naravoslovne, ki so izjemne. Mislim, da za farmacijo niso našli napake takega. Za družboslovne humanistiko tudi načelno odprti dostop pomeni večjo odmevnost. Seveda je pa tudi jezik vprašanje. Hvala. Še kakšno drugo vprašanje iz publike? Drugače bi prosila, da bi nadaljevali s programom. In sicer